Nah, da paguhonemnice smochami svoje utimahale sebeta prostem chasu morales se poco bana que druga que mi mexal da ka druga que pra ampax mo kadal to se igral met poucom pa guardia da pokaja как no kretnio dismes ora dati pa pochuli bati Mutta kyllä pitää päätiin uutni. Ei voi tää kotesko. Uutatis mutta kertomaan. Mä olen väesti dobiu. Otu pitää credo al clube al carcoli raunio carcoli. No, nami dippa. Biologia hudo. Pas mo vedo come il tuo cale da podmor. Da gremoten. Ja Tebno, Nicole do Vivera, Pimeni Deida, Roca, Nicole do de Pidera, já me tem. Govorite re, vedno, ker termat noche, govoriti pa top. Pa skaste govoriti mama, ne vem. Asne. Doje bilo tisto, ki je bilo, bomo rekla, Zolčinsko, otrokom so hodili vzeti tisto njihovo pravobitnost, imajo pravico do sporazumevanja zaradi problemov med zvezo plus šolstvom. Zavodom za gluhe je bilo ogromno konfliktov, kaj je pravo. Kaj mi prav, kako je treba učiti otroke, kako jim izboljšati položaj, da je bilo veliko dilem. Zato je veza organizirala mednarodni posvet o totalni komunikaciji. To je bilo v Cankarjevem domu, veliko tuje. Predstavnikov je prišlo z Anglije, Amerike, ne vem, tudi iz naših sosednjih držav. Zvezo sva predstavila midva z Režepovičem. Tam vsaka država je imela svoj sistem izobraževanja, vsak je povedal kaj kako. Tudi mi pri nas škola je bila proti totalni komunikaciji. Oni so želi, da verbalni roke proti. Pogovarjali smo se tudi, jaz sem imala svoje referat, sem povedala, ne, mi smo tudi samo ljudje, mi imamo pravico do svojega jezika. Totalna komunikacija je naš edini sistem, trenutno naš edini sistem. Zato ker sem videla, kakšna revščina je med nami, sem se povedala, gluhi se ne znamo pogovarjati, se ne znamo. Nekateri so bili proti, ne moram pomagati, na koncu pa je bil sklep, kar se tiče Jugoslavije, je bilo rečeno, da totalna komunikacija ostaja. Tako smo mi na nek način dosegli tisto našo zahtevo, ampak potem počasi se je sve izboljšalo,
tako da smo prišli do tega jer smo sedali društvo. Sam se veliko ukvarjala s tim, sam se povezala s svijetom. Tudi ostala sam tamo delala. Pa tam smo se ravno pogovarjali kako bi pomogli priti do nača, do znakovnega jezika. Skupaj smo iskali njegov pot in smo začeli kaj. Sami smo organizirali, rekla, seminar, učitelje, učili sekretarije društva, zaposlene delavce, smo učili. Takrat smo tudi čuli, da je bila prva knjiga, Govorite rok, je bila prva knjiga. Na podlagi tega ja budem počasi tudi potreba potreba. Moram reči, da je bila tista, ki je dala tudi veliko pobude, da bo nekaj naredil. Potem smo prišli do trenutka, ko so nas rekli, da je potrebno narediti eno stvar. To pa je, da se tako pogovorimo s državo, da kaj pomagajo. Dobro. Jasno, reče povem, Ministrstvo je delo in socialne zadeve. Takrat je bil minister Rop. Zraven je sodelovala tudi tuta gospa tuta plus pravnica Dolarjeva. Vsi smo se pogovarjali v glavnem o znakovnem jeziku. O tolmačitvi je bilo zelo pomembno. Bil je prvi seznanek, drugi, tretji, četrti, ne spomnim se več koliko. Iskali smo se poti, da bi ga začeli. In res smo dobili zakon o znakovnem jeziku oziroma tolmače. Ko smo dobili na ministrstvu, smo dobili ta zakon. Na ta način smo potem lahko začeli delati. To pomeni, da smo pridobivali ljudi, interesante, ki se želijo učiti jezika in biti tolmači. Je lepo teklo, tudi sama sem poučevala, 4-5 let sem poučevala. Lepo je šlo naprej. Pa vendar nismo bili zadovoljni z vsem tem. Odeli smo se nekaj sestru. Želja vseh nas je bilo, da bi država priznala naš jezik kot jezik gluhe ene skupine. Veda se je ogromno borila za to, da bi znakovni jezik uvedli v ustavo. Kaj bi rekla za to? Smo začeli prositi, vlada je tudi dala, požegnala. Ko pa smo začeli res priti tja v parlament, sem poslušala, videla, vsak vodja stranke je prišel, je povedal svoje mnenje. Bilo je tako navdihujoče, na koncu so vsi potrdili znakovni jezik, so upisali v ustavo. Mene osebno so dala takrat mega čustva, ne vem, leta borbe, iskanje, ogromno časa je šlo. In na koncu je bilo lepo, to ni za mene, to je za naše mlade in za prihodnje rodove.
im nekom jezik, bo traja dokler bodogusi, znakovni jezik je upisan v ustavo, ampak to je samo na papirju, sedaj potreba tudi delati, veliko delati, to pomeni. Nekdo se mora boriti za področje izobraževanja, za poslovanje, toliko jih je vsega. Vem samo to, da je potrebno delati še naprej, da se tisto, kar je vse na papirju zapisano, nekaj pride od tega, to je to.